Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Zadnji gost v nizu letošnjih oddaj Aktualno je idrijski župan Tomaž Vencelj, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav. Gospod župan, koledarsko leto se izteka. Povejte nam, po čem se ga boste pravzaprav spominjali, najbrž po koronavirusu? Ja, po koronavirusu definitivno. Sicer smo se, bomo rekli, pravil in obnašanje v teh časih vsi že nekako navadili, ampak vseeno želim in pričakujem, da v naslednjem letu se bomo tega tudi nazaj hitro navadili, ko bo možnost. Zanimanja za cepljenje je pravzaprav vse manj, ne? Ja, moramo vedeti, da je občina Idrija v bistvu ena najbolj precepljenih v Sloveniji. S prvim odmerkom, bomo rekli, oseb nad 18 let smo že skoraj na 80%, pa tudi veliko splošna precepljenost v Idriji je visoka. V tem trenutku pa ne bi komentiral, kaj ta precepljenost prinese in kaj ne. Javno življenje se je tem letu in pol korenito spremenilo na slabše. Ja, v Idriji že tako ali tako nismo imeli nekega, bomo rekli, hudega javnega življenja. Prireditev sicer imamo, še pa predvsem tisto druženje izven nekih okvirov. Se je pa v zadnjem letu vse skupaj še poslabšalo, no, oziroma zdaj smo že skoraj na 2 letih. Tako da upam, da se kmalu stvari normalizirajo in grejo nazaj v pravo smer. Ogromno stvari se je preselilo na internet, na splet. Dostopnost, širokopasovna dostopnost do teh storitev pa je v vaši občini še kar problematična, predvsem na podeželju. Ja, ne bom rekel samo na podeželju, čeprav tudi na podeželju. Problem je recimo tudi Mokraška vas, Pustota v Spodnji Idriji. To so območja, ki so, bomo rekli, sive in bele lise, ki pa se jih bo na našo srečo urejalo z podelitvijo sredstev in določitvijo izvajalcev skozi razpis Gošo 5, ki ga je naredila država in skozi katerega se bo z evropskimi sredstvi večinoma urejalo te sive in bele lise. Pogodbe je država z izvajalci podpisala, tako da pričakujemo, da najkasneje v 20 mesecih, od sedaj naprej, bomo rekli, morajo biti te sive in bele lise pokrite. Se pravi, da se lahko nadejamo dobrih internetnih povezav. Zdaj določene hiše, ki so pa res zelo izven vseh teh, bomo rekli, koridorjev, pa bo treba verjetno reševati drugače, ker pač pri vsaki tej stvari je opravičljiva določena višina vložka na določeno enoto. To pomeni tudi za vse planote? Ja, tako. Krnice, vojsko? Tako. Krnice, vojsko, ledine so zelo dobro pokrite, ker je pač tisti del se je že naredil v bistvu takrat, ko je bil žled. Tako da, ja, Godovič je problem, Črni Vrh je problem, načeloma je velika večina idrijske okolice problem, no, ampak skozi ta razpis in ta projekt naj bi se stvar uredila, oziroma se mora urediti, ker take so zaveze v pogodbi. Rdeča nit življenja v tej kotlini in na teh planotah je tudi dediščina. Ja. V Idriji sami, v mestu je povezana z rudnikom in v ta sklop sodi tudi slaba volja številnih občanov, ker so ali ste pred 3 leti preselili skladišče soli za komunalo v območje Kajzer parka. Ja, zdaj je že malo več kot 3 leta. Že več. Je bilo še za časa prejšnjega župana in prejšnjega direktorja komunale Idrija. Ja, končno prihajamo do te točke, da se, bi rekel, to neugledno skladišče, sicer dobro narejeno, ampak na nepravem mestu, preseli na območje Ljubevča. Dolgo časa se je čakalo na soglasje za izdajo gradbenega dovoljenja, soglasje so na kupu. Pred zimo se pač stvar ni dala preseliti, zdaj je to skladišče namenjeno tako ali tako posebnim materialom za zimsko službo, tako da zdaj ga ne moramo preseliti. Bomo ga preselili takoj, ko se konča zimska služba oziroma spomladi, tako da bo Kajzer nazaj zadihal, bomo rekli, brez teh materialov, ki so sedaj gor. Pa še to moram reči, no, spotoma, v Kajzerju se kar nekaj dogaja,
narejena so nova okna za ta zaščiteni del. Spomladi se bo stvar do konca naredila, streha se bo tudi drugo leto menjavala. To je vse sofinanciranje Ministrstva za kulturo, kjer smo pridobili nekaj denarja na razpisu za obnovo kulturne dediščine in pač se dogaja. Ko ste omenili dovoljenja in soglasja, je korektno, da povemo, da so tudi za postavitev solnice dali soglasje na Zavodu za varovanje dediščine v Novi Gorici. Ja, seveda so ga dali. Je to isto, ta isti organ sedaj dal soglasje? Ne, zdaj smo bolj z naravo in vodarji imeli. Se niti ni bil problem dati ali ne dati. Problem je pač, da obstajajo roki za izdajo teh soglasij in ti roki tečejo in ko nekaj ni ravno prav, moraš tisto vlogo dopolniti, pa potem spet tečejo roki, tako da pač birokracija je birokracija, čez njo ne moreš in pač stvar se trenutno odvija v pravo smer in bo na pomlad se pač začela tudi seliti. Birokratski mlini so neskončni. Bi v ta sklop lahko umestili tudi probleme z gradnjo krožišča, probleme? Ideja, ki se nikakor ne more uresničiti, naprimer pri Likarci ali pri Kosu? Ja, prva stvar je, pri Likarci je v izdelavi, še vedno le v izdelavi idejni projekt za krožišče z umestitvijo kolesarske steze. Se pravi kolesarska steza, ki se trenutno dela od Likarce naprej proti Podrteji do pod pokopališča v prihodnjem letu še ne bo imela povezave, čeprav ni bilo vse ostalo že narejeno. Prav zaradi tega umeščanja mimo Tuša oziroma od križišča mimo Tuša, spotoma ne bi se tam sprojektiralo krožišče. O sami izvedbi zaenkrat, če ne bi govoril, ideja je poleg tega, da se naredi krožišče, da se tudi cesto v smeri Gregorčičeve ulice oziroma Podgore odmakne od stanovanjskega bloka na Gregorčičevi ulici, se pravi na rob hribine nad stadionom, pa se stvar nekako zamenja. Bomo videli, kako bomo skozi idejni projekt in pravila in soglasja Direkcije za ceste Republike Slovenije. Na parkirišču pred zdravstvenim domom direkcija najbrž nima kakšnih pristojnosti. Nobenih. Tam je vloga dejansko samo občine in solastnikov. Ja, solastniki niso, smo lastniki na enem delu občine, na enem delu največje oziroma gradbeno podjetje Idrijsko. Pogovarjali smo se o tem, da bi stvar uredili. Je pa tako, vsako vlaganje javnega denarja v privatno lastnino, kar parcela, ki ni občinska, se pravi, strani javnih financ ni vzdržno oziroma morajo za tem stati določene pogodbe, za katera pa veljajo določena pravila. Zdaj, o tem vlaganju se nekako nismo mogli dogovoriti, tako da zaenkrat bomo parkirišče ohranjali v makadamski izvedbi. Upamo pa, da bomo čim prej spomladi nekako začrtali te linije parkiranja na nek način, kot je to narejeno recimo v Ljubljani, kar na nekaj teh peščenih parkiriščih, recimo na območju bodočega NUK 2. Ampak tam takih lukenj pravzaprav ni. Ja, večkrat na leto se stvar zasuje, pogreda, povalja, ampak pač makadam je makadam, obelo prometa in nikakor ne gre drugače zaenkrat. Redno vzdrževanje, ki pa nekaj stane. Ja, ni tu zdaj problem. Problem je v tem, da je praktično parkirišče vse skozi zasedeno in je težko najti razen res, bomo rekli, nedelje oziroma sobote popoldne čas oziroma prostor za sanacijo tistih lukenj. Pomembno novost pričakujemo sedaj v Spodnji Idriji. Tam rešujete dostopnost za mamice z vozički od Slovenske ceste na Korejo. To bo neka nova pridobitev. Ja, v bistvu za mamice z vozički, za invalide, za vse, ki bodo lažje dostopali na območje Koreje. Bom rekel, malo se je stvar zavlekla, predvsem zaradi izvedbe plinovoda, ki se spotoma tudi dela v okviru posodobitve tiste ceste. Se pravi, vleče se povezavo plina
proti Koreji. Zaenkrat ga sicer še ni, upamo pa, da bo tekom prihodnjega leta tudi ta povezava, ki je potrebna še od glavnega križišča do tega odcepa za Korejo, narejena in naprej potem po samem naselju. Se bo iz tega plinovoda oskrbovala tudi šola? Ja, tako je mišljeno, in vrtec. Na občinskem svetu že vrsto let poslušamo zgodbo o odsevnikih proti divjim živalim, to so neki modri odsevniki. V naši občini se to ne da postaviti. Ja, tudi mene osebno čudi, da tega nimamo. Sem pa na pobudo svetnika občinskega, ki je na to temo večkrat spraševal, pridobil odgovor oziroma dobil, kako se do tega pride, in tudi posredoval odgovor svetniku, se pravi, za postavitev teh modrih odsevnikov oziroma za pobudo za postavitev so odgovorne lovske družine oziroma lovske zveze na posameznih področjih, ki skozi njihovo zabeležbo, bomo rekli, mrtvih oziroma povoženih živali, dajo pobudo na direkcijo za ceste oziroma upravljavcu tiste ceste in na ta način se potem začne stvar odvijati. V tem primeru to res ni stvar občine, ampak stvar koncesionarjev, kar lovske družine so. Zanimivo, do občinske meje je nekdo koncesionar, od tam naprej je drug, ampak problemi so pa enaki, ne? Ja, načeloma je tako, no. Se pravi, vsaka lovska družina ima koncesijo za območje svojega teritorija, tako da so pa seveda lovske zveze, ki skrbijo za povezovanje teh družin, in jaz mislim, da zdaj, ko smo ugotovili, kako stvar poteka, se bo tudi začela premikati. Na občinskem svetu so svetniki razmišljali tudi o potrebi po osvetlitvi nekaterih javnih površin. Omenjali so mestni stadion, sprehajališče po Rakah, pod Golicami. Kakšno je vaše stališče do tega? Ja, moje stališče je tako, da kar se tiče stadiona, je definitivno potreba zelo velika. Ne moremo pa enačiti mestnega stadiona in Rak in sprehajališče pod Golicami, ne? Moje osebno mnenje je, da ne Rake, ne sprehajališče pod Golicami ne potrebujejo luči. Glede na pobudo, ki je bila dana iz strani svetnika, mislim, da Šinkovca, bom podal vprašanje Svetu krajevne skupnosti Idrija, ki je nekako prva inštitucija, ki nekako daje pobude in odloča o tem, kaj se bo na območju krajevne skupnosti Idrija delalo, da bomo pač predebatirali, kaj je smiselno in kaj ne. Jaz definitivno se ne morem sam odločiti, a je to ali to ni to, no. Osebno pa mislim, da osvetljevanje vsega in povsod je nesmiselno. Tudi v samem središču mesta so nekateri predeli slabo osvetljeni, nekateri tudi slabo urejeni. Sedaj na območju nekdanje gostilne Soča ste nekaj izboljšali, ne? Ja, smo, čeprav moram reči, da najslabše v Idriji, mislim, da je celo osvetljen mestni trg, za katerega tudi razmišljamo v prihodnjem letu, da bi nekaj na to temo storili. Moram pa reči, da nove luči, ki bodo imele dolgoletno garancijo, ne kot te, ki so sedaj montirane in za katere niti ni več nobenih rezervnih delov, stanejo približno z montažo 70.000 evrov. Tako da, če bomo kjerkoli napraskali denar za to, bomo tudi ta del Idrije probali nekako dokončati in tudi dobiti uporabno dovoljenje za mestni trg, ki ga še vedno nima. To je uradno še vedno gradbišče? Tako nekako. Kar se tiče pa Soče, ja. Soča je dobila novega lastnika. Novi lastnik se trudi v smeri pridobiti vse dokumentacije, da v prihodnjem letu v objektu Soče naredi 9 manjših in večjih stanovanj. Se pravi, pridobitev na stanovanjskem področju, podrl bo garaže, podirajoče se zadaj, kjer bodo nova parkirišča. Občina je šla v spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta Soča, skozi katerega bomo spremenili določene stvari,
in dorekli praktično na celotni dolžini Rožne ulice oziroma Gase nekako do Avmeškega trga oziroma malo prej, kako in kaj, kje postaviti ekološke otoke, kako urediti parkiranje, katera drevesa ohraniti, katera ne in tako naprej. Se pravi, da celo stvar kompleksno nekako uredimo in ta sicer zdaj nekako zanemarjeni del, predvsem okoli Soče, mu vdahnemo novo življenje in da bo tudi zgledal kot en center enega sicer majhnega mesta, ampak vseeno tako mora biti. Ja, teh pridobitev bodo najbolj veseli mladi, ne? Pred nekaj meseci ste ustanovili mladinski svet, objavili ste strategijo za mlade. Za kakšen dokument pravzaprav gre? Ja, strategija za mlade je dokument, ki nekako začrtuje smer, kako naj občinska politika oziroma občina sama v bistvu izpelje oziroma tudi uvršča v proračun sredstva, da bodo mladi radi v Idriji ostajali oziroma se v Idrijo vračali po študiju oziroma tudi že prej nekako radi tukaj bivali. Bi rekel, v tem kontekstu sem tudi ustanovil komisijo za mlade, ki je posvetovalno telo župana. Ima 5 članov, eden je član občinskega sveta, ena je članica občinske uprave in 3 v bistvu zunanji, bom rekel, na narekovajih, ki bodo nekako županu, meni oziroma kdorkoli že bo, sugerirali, kaj je tisto, kar bi bilo pametno za mlade oziroma za življenje mladih v naših krajih. So vam že predlagali te mladi, da bi se bilo pametno in potrebno dogovoriti, da bi se vrnili centri za vozniška dovoljenja, za izpite, spet nazaj v Idrijo? V Ajdovščini so ga dobili? Ne, tega mi še niso predlagali, sem bil pa sam seznanjen s tem, da je večina krajev, kjer se je nekdaj lahko opravljalo vozniške izpite, to možnost dobilo nazaj. Idrija v tem, bi rekel, prvem delu tega ni dobila, ker je pa to informacija ravno zadnjih dni. Bomo na to temo koreniteje ukrepali po novoletnih praznikih in vsekakor poizkušali to stvar urediti. Oziroma v prvi fazi moramo vprašati, zakaj je temu tako in vztrajati, da do tega, se pravi, da opravljena izpit v Idriji pride nazaj v Idrijo. Občinski prostorski načrt se posodablja, pripravljate novo različico. Kdaj bo stopila v življenje? Ja, jaz upam, da čim prej. Stvar se odvija že skoraj 6 let. Na septembrski seji smo predstavili mnenja do pripomb na javno razgrnitev. Potem so sami pripravljavci, se pravi LUS Ljubljana oziroma Ljubljanski urbanistični zavod, stvar pripravili za oddajo v soglasje soglasodajalcem, se pravi ministrstvom, direkcijam in tako naprej, zavodom. 26. novembra je bilo to oddano. Uradno imajo časa 60 dni za odgovor vsi, kar se pa bojim, da ne bo samo 60 dni. In jaz upam, recimo, da bi začetek aprila o tem odločili na občinskem svetu, se pravi, da potrdimo nov občinski prostorski načrt in s tem pridobimo določene možnosti nove in za gradnjo proizvodnih objektov in za stanovanjske objekte in tako naprej. Predlogov in potreb je vsekakor veliko. Zelo. Rdeča nit vseh pa je kakovost življenja v naših krajih, ne? Na to kakovost vplivajo tudi ta dejstva, da je pošta ukinila poslovalnice v Črnem Vrhu, Godoviču, Spodnji Idriji, da so se banke odselile, da so v Spodnji Idriji odvijačili celo zadnji bankomat. Kam to pelje? Nikamor. Recimo, moje mnenje je tako ali tako, da pošto Slovenije so nam ukradli s tem, ko so jo nekako lastnili, ni več popolnoma javna, kot je bila včasih. Jaz bom tako povedal. V bistvu smo se zelo trudili že lansko leto, da že lansko leto
ravno za občinski praznik bankomatov v Spodnji Idriji niso odvijačili in ga odpeljali. Pač vplivali smo, kar se je dalo vplivati. Mislili smo, da če enkrat rečeš, da je stvar dogovorjena, na koncu smo prišli do tega, da se je bankomat pač odpeljal. Vedeli smo že nekaj časa pred tem, nekaj tednov oziroma kakšen dober mesec o tem. Vsi smo se trudili, ampak pač na bankah, kjer se gleda samo na profit in na tisti zadnji cent plusa ali minusa, nismo nič dosegli. No, minusa, banke poslujejo z velikim dobičkom. Ja, vse smo jih že enkrat sanirali, ne. Ja. V glavnem, trenutno urejamo in upam, da bomo tudi uredili, da se bankomat v Spodnjo Idrijo nazaj vrne. Če ne bo šlo s banko, ki je bankomat odpeljala, bomo poizkusili oziroma že poizkušamo tudi z drugimi bankami, ki pa vseeno vidijo možnost v teh krajih. Tako da obljubljam, da se bomo trudili do, kaj ne rečem, zadnjega diha. Tako, zadnjega diha. V mesec ali dva nazaj ste začeli četrto leto vašega mandata. Ja. Po čem se ga boste pravzaprav spominjali? Najraje ne bi rekel, ampak po mojem se ga bom najbolj po koroni. Oziroma po tej epidemiji, oziroma po tej bolezni, ki nam že 2 leti hrani življenje, po domače povedano. Osebno sem mislil, da bom energijo usmeril kam drugam kot v to, ampak smo jo zelo veliko v teh 2 letih slabih usmerjali v to stran. Je pa, ja, predvsem se trudimo, da bi nekako v Idriji bilo življenje. Komu pa boste dali poudarek v tem zadnjem letu? Ja, za prihodnje leto imam, bom rekel, kot župan 2 velike želje. Ena je ta, da investitorji nekako pridejo v zaključno fazo pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanj v Idriji. Tukaj mislim predvsem na hiše v Rožni ulici, se pravi za Nanosom. To je ena stvar. Druga stvar je pa, da končno uredimo območje poslovne cone v Godoviču do te mere, da bodo podjetniki videli možnost gradnje in na tem dokaj velikem področju, velikem skoraj da 8 hektarjev, začnejo investirati, postavljati svoje, bomo rekli, proizvodne hale oziroma delavnice in da v bistvu damo prostoru, ki je bil skozi občinski podrobni prostorski načrt temu določen, tudi to funkcijo, za katero je namenjeno. To so velike želje za velike projekte, včasih pa nas osrečujejo tudi manjši dogodki. Kaj bi želeli občanom ob tem novem letu? Prvič, konec epidemije. Drugič, da se začnemo spet družiti in veseliti, kot smo se včasih. Zdaj, takoj po novem letu si želim ene pametne, pustne prireditve, če bo možno, bojim se, da ne. Drugače pa, ja, da bi vsi skupaj radi živeli v teh naših krajih, ki so sicer malo odmaknjeni od tega našega državnega centra in kjer se kljub vsem obljubam decentralizacije še vedno največ dogaja. Se pravi, da čeprav gre nekdo v Ljubljano v službo, se zvečer rad vrne v naše kraje in tukaj tudi predvsem spodobno živi. Zaključivo s to mislijo, gospod župan, hvala vam za obisk v našem studiu in hvala vam za ta pogovor. Hvala tudi vam. Srečno. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in srečno.